je bilo vojne konec. Toda strah in groza. Italijani pravijo, da so zmagali, da so Avstrijo porazili in res so v zmagoslavnem pohodu hoteli osvojiti vso našo deželo. Tudi na Petkovec so prišli. Šele na poti proti Vrhniki so se srečali s srbsko vojsko. Italijani razen kokoši, jajc in mačk niso ničesar vzeli. Le redko se je dobil kateri, ki se je trkal na prsi, češ, da so nas prišli odrešiti. Živeli so na svoje stroške, še več. Bilo je njihove menaže toliko, da se je tisto zimo največ prašičev odebelilo s pomijami iz italijanskih kotlov. Italijani so se kmalu maknili iz Rovt in Petkovca, onstran Kalc pri Logatcu. Vsak poln spominov, vsi pa prekipevajoč domoljubja, so se tako zbrali v 7. gimnaziji jeseni leta 1920. En mal čez jezero, en mal čez Gmajnico. Kolikokrat so zapeli te besede in sanjali čez karavanke v Korotan. Vsi Slovenci so tedaj trpeli za Koroško. Študentovski izleti so vodili tja na Dino. Tudi Hladnikov razred je šel na izlet. Bili so navdušeni in je pesem odmevala na vse kraje. Pa so zapeli tudi srbsko pesem. Tedaj se nismo zavedali, da je bila ravno srbska navzočnost na Koroškem glavni vzrok, da smo izgubili oktobrski plebiscit leta 1921. Tako se je spominjal Hladnik.
Po končani gimnaziji v Škofovih zavodih se je odločil za študij gozdarstva na Zagrebški fakulteti. Tam pa je ostal le 4 dni, nato se vrne domov. Po Božiču je odšel k stricu Janezu in tam ostal do poletja. Ta čas pa je v njem zorela misel, da postane duhovnik. Čez poletje je tako delal na kmetiji, sredi septembra zvečer pa pove mami, da zjutraj ne bo delal, ker gre k maši. Po maši je šel v župnišče in naredil prošnjo za semenišče. Mati ni mogla skrivati solz, ko ji je v vrnitvi zaupal svojo odločitev. Bog bodi zahvaljen, je od veselja zajokala. V začetku se je težko učil, potem pa se mu je odprlo, kot je sam pisal. Tako je študiral celo časnikarstvo in je kasneje postal tudi dopisnik za Slovenca in domoljuba. Nam je cesar tudi zvonove pobral. Jokali smo za njimi, kjer so prelepo peli. Ko je bilo vojne konec, so zvonovi najprej zapeli v Rovtah, toda petkovec tudi ne sme ostati brez njih. In v juliju leta 1924 dobimo nove zvonove. Noč za nočjo so se zbirali fantje in dekleta in pletli vence. Hladnikova naloga je bila, da sprejme zvonove s slovesnim nagovorom. Seveda se je potrudil in množica je bila navdušena. Njegov prvi javni nastop je bil to. Nova maša je bila v Rovtah 17. julija 1927. Za geslo si je izbral: Glej, prihajam, da izvršim tvojo voljo. 14. avgusta 1928 se je podal na svojo prvo službo v Metliko. Krepko me je zapreglo delo. Imel sem vsak dan po najmanj 3 ure šole in imel sem fantovsko organizacijo.
Skoraj vsak dan je bila maša zunaj kje na podružnicah. Vreme pa ni bilo vedno ugodno za hojo. Počitka sem malo užil. Po novem letu 1929 je začel pritiskati mraz. Bilo je 29 stopinj pod ničlo, skoraj cel mesec februar. Snega pa čez meter na debelo. Spet so se mu ponovile težave želodcev. Dolgo ni mogel zaspati in ko ravno zaspi, ga že zbudi trkanje po vratih. Odpre okno in vpraša. Kaj je? Nežnar gospod, bolnico imamo v vasi. Prosi, da bi prišli z Bogom. Jaz pa sem bil tako reven. Trepetal sem od mraza in se zvijal v bolečini. Imam voz, je dodal. Tudi če ga ne bi imeli, sem vzdihnil, kajti v takem mrazu je bolje hoditi, kot se peljati. Pa kaj sem hotel? Moja dolžnost je bila to in sem se kar hitro odpravil. Z Jezusom na prsih sem molil rožni venec z mežnarjem, ki je za nas krvavi pot potil. Pa sem si mislil, Gospod, ali je v to vključeno tudi, ki je za nas zmrzoval? Tudi sem slišal odgovor. Saj v tebi zmrzujem, če si res moj in če živim jaz v tebi. Si že pozabil, kako si doumel pred novo mašo moje mašnično? Ja, Gospod, mi je postalo lažje. Tako vpet v novi službi, ki ni bila samo delo za duhovno, ampak tudi za posvetno in gospodarsko rast, je bil zaradi svoje priljubljenosti, predvsem pri mladini, kmalu tudi politično angažiran. V to cvetoče versko in kulturno življenje pa je udaril kot strela z neba 6. januarja 1929 Živkovićev režim, ki je hotel končati z vsem slovenskim in tudi z vsem katoliškim. Žalostni so prišli fante k njemu in mu rekli, Gospod Janez, kaj pa sedaj? Takoj popoldne pridite vsi, ki morete, in na konjih. Taka je bila moja beseda. Bilo je snega do kolena. Ob eni popoldne se pripodi 20 fantov na konjih. Takoj je bil tudi moj namestnik. Mestna gospoda je bila deljena. Nekateri so z nami simpatizirali in bili navdušeni nad našim početjem, drugi so pa besneli. Zajahali smo ven med vinograde, kjer smo praznovali začetek naše borbe. Čez nekaj dni pride drugi udarec, ki nas je še bolj prizadel. Metliko so odrezali od Slovenije in jo priključili k Savski Banovini s sedežem v Zagrebu. Torej so nas prodali Hrvatom. Metliški kos Bele krajine je bil odtrgan od Slovenije. In še tretji sunik. Metlika je postala novo glavarstvo. Sres Metlika se je imenovalo po srbski besedi. Borba proti temu narodnemu zločinu, da so nas prodali Hrvatom, je dobro uspevala. Vsa Slovenija se je dvignila. Pa je prišlo prej, kot so pričakovali. Neki dan, ko se je vračal iz šole proti domu, mu nekdo priteče nasproti in pove, Gospod, pravijo, da smo spet pod Ljubljano. Poženem kolo, kar se je dalo. Makar, metliški oštir in politiki nasprotnik, sicer pa osebno moj prijatelj reče, vidiš, gospod Janez, kaj si naredil? Tu stoji, da so nas poslali nazaj pod Ljubljano. Držal je v rokah dnevnik Jutro. Ne tebi, ne Jutru ne verjamem. Hočem videti v Slovencu. Se menil in se pognal na pošto, kjer sem dobil svoj časopis. Res je bilo tako. Metliško glavarstvo je bilo spet dodeljeno Ljubljani. Pohitim k Makarju in zavriskam. Kaj noriš, kaplanček, pravi Makar? Ne norim, pač pa sem vesel in imam biti zakaj. Tako bom spet uriskal, kadar bom šel v Gorico, lahko brez potnega lista.
Takoj sem razposlal glas fantom, da morajo nocoj goreti kresovi po vseh vaseh. Kresovi v brk metliški jari gospodi, ki se je igrala slovensko krvjo. In res so goreli po vseh vaseh. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih graban. O letni vročini na strme vrpi, da tam si spočinjal samotni srci. Kjer potok izvira v skalovju gladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsegdaj. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptiči radostno naznanjajo nam, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj